Radijska kateheza. Dober večer in prijazen pozdrav, dragi prijatelji, bolniki, invalidi in starejši, ki radi prisluhnete našim sobotnim katehezam. Z vami bova sestra Meta Potočnik in župnik bolniške župnije UKC Ljubljana in bolnišnice Petra Držaja, dr. Anže Cunk. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, posebej bolnim, invalidom in starejšim. Čas hitro teče in že smo na pepelnično sredo vstopili v postni čas ter jutri v prvo postno nedeljo. V januarju sva predstavila poslanico papeža Leona bolnikom za 11. februar. V njej nam je sporočil, da je pri skrbi za bolnega človeka potrebno ustvariti mrežo sodelavcev. Tako kot je to storil usmiljeni Samarijan, ki je v pomoč ranjenemu človeku vključil gostilničarja. Letos je bilo posebno praznovanje svetovnega dneva bolnikov v Peruju, v Čiklaju, kjer je sedanji papež več let deloval kot misionar in škof. Preden pa se poglobimo v nocojšnjo temo, namenjena bo zaupanju zdravstvenemu in medicinskemu osebju, pa gospod Anže nekaj besed o postnem času in o postu kot vsebini, ki je seveda namenjen tako za zdrave kot za bolne kristjane. Je tako? Točno tako, postni čas nas vse vabi, da se poglobimo, da poglobimo svoj odnos z Gospodom in da poglobimo tudi svoj odnos do samega sebe in do bližnjih. In res pepelnično sredo smo začeli to obdobje priprave na obhajanje naših največjih skrivnosti naše vere, Kristusovega trpljenja, njegove smrti in vstajenja. Govorimo o 40-dnevnem postnem času, ki v bistvu, čeprav se štejemo dneve od pepelnice do velike noči, traja kar 46 dni. Seveda pa so iz tega obdobja izvzete nedelje, ki niso postni dnevi, zato pravimo, da post traja 40 dni. Je pa število 40 zelo pomenljivo in simbolno, predstavlja 40 let Izraela v puščavi, to je bil čas preizkušnje in čas posebne božje bližine za izraelsko ljudstvo. 40 dni, ki jih je Mojzes preživel na gori Sinaj, preden je smel prejeti božjo besedo, torej tabli z 10 božjimi zapovedmi. O tem govori tudi pripoved o Abrahamovi poti na goro Horeb, kjer je naj bi žrtvoval svojega sina Izaka, in pa tudi 40 dni in noči ni ne jedel, ne pil, hranil pa se je s pogledom in nagovorom angela, ki ga je spremljal. 40 je tudi število popolnosti, torej 4 konci sveta, 10 zapovedi in če to pomnožimo, dobimo 40, kar je simbolni izraz za zgodovino sveta na splošno. Poleg tega pa je tudi Jezus za 40 dni odšel v puščavo pred začetkom svojega javnega delovanja. Postni čas nas torej uči živeti Kristusovo ljubezen na zelo radikalen način in to se začne s prepoznavanjem Božje ljubezni do nas od začetka našega življenja in pa spominjanjem Božjega povabila naj postanemo eno z njim. V tem času smo pozvani, da naredimo tudi inventuro svojega življenja, se tesneje združimo z Bogom in odstranimo tiste stvari, ki bi nas lahko odvrnile od naše predanosti Bogu, za naše napake, slabosti, da jih izboljšamo. Na nek način je to tudi obdobje priprave na duhovno rast. Število 40 torej na učencev Jezusovih ni bilo 40 na začetku. V Novi zavezi so torej bili ljudje, učenci, ki so mu sledili, ki so ga iskali. Pravite, da ima beseda učenec isti koren kot beseda disciplina. No, tega nisem še nikoli slišala. Kako pa se ta beseda povezuje s postnim časom? Disciplina? Zakaj disciplina? Disciples v angleščini učenci, discipoli v italijanščini. In sicer disciplina je vedno namerna, nikoli ni naključna. In discipline, recimo algebre, se ne naučimo po naključju, tudi glasbe, medicine, drsanja ali kakega drugega športa se ne naučimo, da bi to nameravali. Vedno mora biti najprej prisoten ta naš namen in velja tudi za Jezusovega učenca. Tudi oni niso postali učenci po naključju, ampak je bil potreben namen in njihova odločitev, prav tako pa tudi naša odločitev in usmeritev naše volje, da iščemo Gospoda. Mnogi lahko na to pozabimo, pri iskanju Boga pa lahko postanemo pasivni in brezvoljni.
Poklicani smo, da iščemo Boga, ki želi biti najden. To naj bo tudi naš cilj v postnem času. Torej namerno iskati Boga, ki nas vedno strastno in vedno znova išče. Obstaja nekaj starodavnih postnih praks, ki jih omenja tudi evangelij in nam lahko pomagajo. To pa so molitev, potem sam post, torej odpoved od kakšne hrane, sladkarij, alkohola in tako dalje, vsega tistega, kar imamo v preobilju, miloščina oziroma dela usmiljenja ali dobra dela. Te 3 prakse nam omogočajo, da se približamo Bogu in tudi bližnjemu. In za naše krščansko življenje je značilno, da so te 3 stvari skupaj prav vsak dan v letu, ne samo v postnem času. Prva je najbolj očitna, to je molitev. Kajti kot prijatelji moramo skupaj početi stvari, kot so biti v navzočnosti drug drugega, se pogovarjati, se srečevati. In enako velja tudi za naše prijateljstvo z Bogom. Post pomeni, da se odpovemo kakšni priljubljeni hrani ali pa jemo manj, pomeni pa tudi, da se odpovemo stvarem, v katerih uživamo. Lahko tehnologiji, lahko nakupovanju nepotrebnih stvari in tako dalje. Pomeni pa tudi opustiti stvari, ki so prijetne za naše čute in prijetne za okus. In to nas spominja, da se moramo, če želimo priti v nebesa, odpovedati tudi trenutnim nagonom, vzeti svoj križ in slediti Jezusu. In pa seveda dobra dela, ki jih upravljamo vsak dan našega življenja. In Jezusovo vabilo, spreobrnite se in verujte v evangeliju, je pravzaprav nagovor človeku, da s svoje strani naredi tisto, kar more in zmore, in pa z Božjo pomočjo lahko tudi to stori. Vsebuje tudi priporočilo k postu, ki ni sam sebi namen, ampak je sredstvo, da bi človek lažje premagoval svoja sebična nagnjenja in zorel v dobrem. Predvsem pa, da bi iskal Boga v svojem vsakdanjem življenju. Post lahko velikokrat zamenjujemo z dieto, pa ne gre za dieto, kajti dieta je ponavadi predpisana zaradi kakšne bolezni ali pa zaradi mode ali kakorkoli se odločimo. Post pa je bolj v odpovedovanju dobremu. Kajti Jezus na svet ni prišel zato, da bi oduzel naše trpljenje, temveč da bi v naše trpljenje dal samega sebe. Zato nas v postnem času še posebej pošilja k ubogim, zapuščenim, osamljenim, ostarelim, bolnim, trpečim. Zgraditi moramo svet, kjer se bo spoštovalo življenje prav vsakega človeka, vsakega moškega, ženske, otroka, reveža, bolnega, nerojenega, zavrženega, ubogega. Postni čas nas vabi, da smo drug do drugega solidarni, da ne pozabimo na pomoč potrebnim, da jim pomagamo po svojih najboljših močeh in da tudi zanje darujemo nekaj od našega preobilja. Pa ne gre tukaj zgolj za materialne stvari, ampak tudi za naš čas. Temu spodbujam tudi moje župljane in vse ljudi dobre volje. Bistvo postnega časa je, da ponovno najdemo Gospoda in se mu pustimo najti. Izkoristimo ta čas za hojo po hribih in dolinah našega življenja ter prepoznajmo ovire, ki nam prepričujejo, da bi iskali Boga. Vzpostavimo torej dobre discipline, ki nam bodo pomagale vzpostaviti stik z Bogom. Zato res izkoristimo postni čas, ki je pred nami, za resnično iskanje Gospoda, ki hrepeni po tem, da bi ga našli, pa tudi za iskanje bližnjega in tudi iskanje samega sebe. Gospod Anže Cunk, prejšnjo katehezo ste omenili, da si kot bolniški duhovnik večkrat zastavljate vprašanje, kako lahko pomagam, ali še bolje, kako ti lahko pomagam prenašati tvoje težave, kako naj ti pokažem, da ne trpiš sam. Kaj lahko še tukaj več poveste? Ja, res kot kristjan in pa posebno naglašam kot človek, se je potrebno zavedati, da v trpljenju nismo sami. Velikokrat se nam dogaja, da smo skupaj v lepih trenutkih, ob praznovanju rojstnih dni, godov, kakih pomembnih obletnicah, uspehih, tudi naših športnikov v času olimpijskih iger. Ampak pomembno pa je, kaj pa takrat v trpljenju, ko nas moči zapuščajo, ko nam bolezen odvzema življenje, ko se nas ljudje izogibajo, pa ne zaradi bolezni ali stiske, temveč ker ne vedo, kako bi z nami stopili v stik in kako bi se z nami pogovarjali, kaj bi nas vprašali in rekli v spodbudo. Takrat obnemimo, takrat se znajdemo v popolnem stanju nemoči in ne vemo, kako in kaj in ponavadi, nažalost, odpovemo. A ne bojmo se. Bolezen, stiske in težave ne pridejo zato, da bi nas ohromile, temveč da bi preoblikovale naše misli, naše življenje, da bi se borili, da bi sprejeli trenutno stanje, ter tudi da bi zaupali v brezmejno Gospodovo moč in njegovo voljo.
No, vsezadnje je pa v bistvu tudi to, kar nam je najbolj pomembno. Julien Green je dejal: rad bi pokazal, da gre skozi vsako življenje nit Božje ljubezni. Ko spremljamo bolnega na njegovem otoku življenja ali pa prehodimo z njim del plitvine, imamo priložnost poslušati njegovo pesem, bogato z mnogoterimi naglasi. In če je naše poslušanje pozorno, empatično in spoštljivo, lahko zberemo veliko podatkov o bolnikovem življenju in o samem načinu, na katerega bolnik doživlja izkušnjo svoje bolezni. Vsak, ki je v pomoč in podporo bolnemu, mora, če hoče bolniku pomagati, izbrati dober recept, imeti jasno predstavo o situaciji, v kateri se znajde človek. Potrebno je doumeti dimenzijo svetega, ki je prisotna prav v vsakem človeku, pa če hočemo to slišati ali ne. In prisotna je v vsakem človeškem dogodku, tudi če hočemo to videti ali ne. Vsak, ki spremlja bolnega, vstopa v nek notranji svet drugega in ugotavlja njegove vire, iz katerih ta črpa svojo moč in smisel svojega življenja, da odkrije tudi mesto, ki ga Bog zaseda v dogodku določene osebe, da oceni, kakšno vlogo ima vera pri doživljanju izkušnje te osebe. Ena izmed nevarnosti, ki se jih moramo pri tem izogniti, pa je ta, da osebe prehitro in včasih tudi samovoljno etiketiramo, s čimer jih vodimo k takšnemu ravnanju in vedenju, ki odgovarja bolj našim teorijam, kot pa njihovim dejanskim potrebam. A vendarle ne bojmo se in ne ustrašimo se tudi tega. Pri tem, kar ste zdaj povedali, se lahko spomnimo srečanja med Jezusom in ženo Sirofeničanko. Torej ni bila Judinja. Evangelij nam v tem dogodku daje vpogled v materinski instinkt, ki ne pusti ničesar na cedilu, ko se potrudi na vso moč, ko je na kocki dobrobit njenega otroka. Ja, spomnimo se zgodbe o Sirofeničanki, o Grkinji, ki se je približala Jezusu, da bi ozdravil njeno zelo bolno hčerko. Zdi se, da je Jezus svojo službo opravljal predvsem za Jude najprej in kot pravi poganski ženi, najprej treba nahraniti otroke, pri čemer so bili otroci izraelsko ljudstvo. A šele po Jezusovem vstajenju od mrtvih bo svojim učencem naročil, naj evangelij oznanjajo vsem narodom, torej Judom in tudi poganom. Vendar pa ta poganska žena ni bila pripravljena čakati na vstajenje. Njena hči je bila v veliki stiski sedaj in starši bolnega otroka niso nikoli pripravljeni čakati. Vztrajajo, da je treba za njihovega otroka takoj poskrbeti. Jezusov časovni razpored služenja Judom pred služenjem poganom je moral torej tukaj popustiti. In Jezus nam s tem pokaže, da moramo svoje načrte, programe in urnike jemati tudi na rahlo, kajti človeške potrebe imajo vedno prednost pred vsem drugim. Bog nas kliče prek tistih, ki so v veliki stiski, tudi kadar ta potreba zmoti naše skrbno pripravljene načrte. Bog nam lahko govori prek nepričakovanega in nenačrtovanega dogodka, ter prek tistih, ki so zelo drugačni od nas. Potrebujemo nekaj svobode, ki jo je pokazal Jezus, torej svobode duha, da gremo, kamor nas vodi Bog in naredimo tisto, kar od nas zahteva ali pričakuje. V judovskih svetih spisih je zgodba tudi o Jakobu, ki se je boril z Bogom. In ta žena se je na nek način borila z Jezusom. In podobno se dogaja tudi nam, kadar se bojujemo in se izmikamo. Po dolgotrajnih bojih pa smo le sposobni tudi v grešnih izzivih prepoznati Božjo voljo in celo Božjo navzočnost. Zato se ne smemo ustrašiti boja z Bogom, je tudi prav, da se ga udeležimo in se res borimo. In to nas najmočneje nagovori prav pri znanju greha, ko iz oči v oči zremo odpuščajočega in usmiljenega Boga, ki nam velikodušno naroča: odpusti si in sprejmi se. To je edina pot, ki vodi do sprememb. In v naši veri je lahko prisoten element boja z Bogom, kajti njen lahko vera tudi na preizkušnji, ko se zdi, da Gospod ne sliši naše molitve, da je ne posluša. Ampak to so samo boji, to so dvomi. Takrat pa moramo biti v svoji veri tako vztrajni, kot je bila ta Sirofeničanka. Ja, lep zgled te gospe, matere. Gospod Anže Cunk, tu ste govorili zdaj o boju, zdaj bova malce o besedi iskanje. Ko pridete k nekemu bolniku, se morate vprašati najbrž vi, koga vi zanj predstavljate, če se obrne na vas ali če sprejme vaš predlog, da mu pomagate. To mogoče stori zato, ker se svojega problema loteva tudi z duhovnega vidika, išče
presežno ali pa zato, ker je nezadovoljen z odgovori, ki mu jih ponuja svet, ali vidi v vas osebo, ki ga lahko spremlja v njegovem iskanju. Ja, prav gotovo, ne? Vsak izmed nas je iskalec in k vsakemu bolniku, ki pridem, ni nujno, da je ravno katoliške vere, je lahko pravoslavne, protestantske, tudi muslimanske ali pa čisto preprosto ljudje dobre volje s svojimi prepričanji. Kajti vsi si zastavljamo vprašanja, na katera velikokrat res nimamo odgovora, a pa so pomembna. In prav je, da se sprašujemo in odgovore tudi iščemo, tudi skupaj. Potrebe, ki jih imamo, so prirojene težnje po delovanju in izhajajo iz teh, da nam nekaj manjka ali pa iz človeku lastnih naravnih zmožnosti, za katere si človek prizadeva, da bi jih izkoristil oziroma udejanjil. Poleg čisto fizioloških in psiholoških potreb imamo seveda verske in duhovne potrebe in posameznikove duhovne in verske potrebe so izražene v vprašanjih po smislu življenja, v težnji po preseganju samega sebe, potem, da posameznik vzpostavi nek pomemben in pomenljiv odnos z Bogom prek notranjega iskanja, premišljevanja, molitve in tudi dialoga. Seveda se moramo v prvi meri osredotočiti na duhovne potrebe, a vsekakor ne smemo zanemariti niti drugih potreb, tako fizioloških potreb, potreb po varnosti, materialni, finančni, psihološki, potem po pripadnosti, prijateljstvo, ljubezen, družina, sprejem in tako dalje, po spoštovanju, da si sposoben prepoznati in spoštovati določene posebnosti osebe, lastnosti, ki so značilne samo zanjo, kajti prav kakovo zadovoljitve vpliva na zmožnosti osebe, da se usmeri tudi k verskim in duhovnim potrebam. Vsekakor pa je v prvi vrsti potrebno biti človek, pa naj tukaj res naglasim, človek z veliko začetnico. Vsak izmed nas ima vrednote, ki so idealne stvarnosti, ki v primeru, da so prisotne, naredijo našo osebo pomembno in dragoceno. Namen vrednot je pritegniti posameznika k dosegi določenega cilja in ga pri tem usmerjati na njegovi življenjski poti. Vrednota poštenosti, na primer, naredi ravnanje in vedenje človeka, ki ima to vrednoto spoštovanja vredno in predstavlja nekakšno vodilo. Če se ga posameznik drži, bo njegovo ravnanje in vedenje pozitivno in bo pripomoglo k graditvi zdravih odnosov z drugimi, s družino, s prijatelji, zdravstvenim in medicinskim osebjem. In prav zaradi tega, ker priteguje, kaže vrednota nekaj, kar je onstran, torej nekaj, kar je več, kar nas presega. Vabi nas k rasti, duhovni rasti. Način, na katerega bolnik doživlja svojo situacijo, pa je v veliki meri odvisno od vrednot, ki jih bolnik ponotranji, torej od njegovih lastnih dejanj, ki jih je naredil na svoji življenjski poti. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Poslušate sobotno večerno katehezo za bolnike, starejše in invalide. Naš gost je gospod Anže Cunk. Verjetno ni problema, pri katerem ne bi bila prošnja za zdravje naslovljena na Boga. Je tako. Kakšno vlogo pa igra pri tem bolnikova podoba o Bogu? Kaj ste se že v teh letih, kar se s tem srečujete, naučili? Ja, ko si predstavljamo to vprašanje, je priporočeno upoštevati dva vidika. Prvi zadeva podobo, ki si jo vsak posameznik ustvari o Gospodu. Torej, ali si bolnik predstavlja Boga kot maščevalnega, kot muhastega, kot moralizatorskega, ravnodušnega, oddaljenega in hladnega, ali pa kot ljubeznivega, usmiljenega, takšnega, ki je zmožen povezati odpuščanje in pravico za dobro ljudi. Ali je sogovornik bolj nagnjen k temu, da ljubi Gospoda, ali k temu, da se ga bolj boji. Zdaj, svojo podobo o Bogu bolnik pogosto izrazi prek osebnih vprašanj. Zakaj je na svetu toliko bolečine, toliko bridkosti, zakaj so bolezni, mislim, da si tega nisem zaslužil, sem res tako grešil, je to prišla Božja kazen. Ta boj oziroma konflikt, ki ga bolnik doživlja v svojem odnosu s Bogom, pa dramatično razkriva, kako težko najde bolnik smisel v situaciji, v kateri se je znašel. Drugi vidik pa v bistvu zadeva skladnost med tem, kar bolnik sam pove o Bogu in njegovim dejanskim ravnanjem, kajti lahko se namreč zgodi, da plemenito govori o njem,
Po drugi strani pa njegove življenjske izbire in odločitve kažejo, da časti druge bogove. Podvrženi smo k temu, da vse zapopademo, kar bi nam prineslo zdravje. Od raznih alternativ, vsemogočih molitev in polagan rok, če tudi to ni strani duhovnika ali od cerkve danega poslanstva. In takrat se lahko zgubimo, ali pa tudi angeli so zelo priročni, pa se kljub vsemu ne zavedamo, da obstajajo tudi padli angeli, pa razni kamni, simboli sreče in še bi lahko tukaj našteval. Torej en kup enih stvari, ki se pomešajo z našo podobo o Bogu in ki vse skupaj potem to na nek način v svojem življenju doživljamo. Vprašanje o Bogu je torej tudi vprašanje o temeljnih vrednotah vsakega posameznika. Tukaj odnos z Bogom je seveda tudi povezan z vprašanjem osebne vere, ki je seveda težko ocenjujemo, niti je ne smemo. Točno tako, vere nima smisla ocenjevati, je ne smemo ocenjevati, je pa jasno, da obstajajo znamenja, ki lahko pomagajo oceniti zrelost ali pa nezrelost odnosa. Ali je naša vera ostala na ravni otroka ali se je razvijala in rasla v našem življenju. Ali vera nekako sili osebo k temu, da se izogiba neke realne stvarnosti, ali pa k temu, da zbere pogum in se z njo tudi sooči. Ali vera vpliva na vsa področja njegovega življenja, torej na družino, odnose, delo, prosti čas, politično udejstvovanje, kulturo, spolnost in zopet bi lahko še našteval, ali pa je omenjena le na nekatera področja, torej zgolj verski obredi, ob praznikih, velika način božiča, vseh svetih, ali pa je pri osebi prisoten občutek, da se prepušča Božji volji in njegovi previdnosti v celotnem življenju. Bolnik doživlja krizno situacijo in v njem je prisotno veliko vrst upanja, od tiste, ki zadeva njegov trenutni položaj, torej povrnitev zdravja, predvsem telesnega zdravja, tukaj imamo vedno bolj telesno zdravje v ospredju, pa do tiste, ki zadeva bolj daljnoročne in višje cilje. Pomembno pa je, da razberemo, kakšna vrsta upanja prebiva v bolnem v trenutku, ko se srečamo z njim. Namreč šele, ko začnemo pri tem, kar bolnik doživlja, mu lahko pomagamo doseči to upanje, ki nikoli ne razočara. Pri svojem delu seveda srečujete tudi medicinsko zdravstveno osebje in poudarjate, kako pomembno je, da bolnik v času zdravljenja zaupa tistim, ki za njega skrbijo, da do njih goji spoštljiv odnos in da mu to pomaga, da bo prej ozdravel. Točno tako, velikokrat sem lahko v situacijah, ko smo nezadovoljni z zdravstvenim osebjem, kajti nam ne pomagajo takoj, ne zavedamo pa se, da nismo sami v bolnišnici in da je tukaj še mnogo drugih. In ker smo v dobi, ki naš ego postavlja na nek piedestal, na nek tron, se moramo zavedati, da tam niso ljudje, ki bi nam služili kot sužnji, ampak so tam ljudje, ki nam želijo pomagati, ki nam želijo dobro, predvsem pa ljudje, ki so sočutni kot usmiljeni Samarjan. Spoštujmo in cenimo delo medicinskega in zdravstvenega osebja. Zaupanje v zdravstveno in medicinsko osebje je temelj učinkovite zdravstvene oskrbe. Zdravniki, medicinske sestre in tehniki, farmacevti, reševalci in tudi drugi zdravstveni delavci opravijo dolgotrajno izobraževanje in specializirano usposabljanje. Njihovo znanje temelji na znanstvenih dokazih, ne na stricu Google ali na umetni inteligenci, ki si jo danes radi poslužujemo, redno pa ga morajo tudi usposabljati, kajti medicina se stalno razvija. Licenco za delo dobijo šele, ko dokažejo, da obvladajo zahtevane strokovne standarde. In zdravstveno osebje deluje po etičnem kodeksu, ki med drugim poudarja spoštovanje dostojanstva pacienta, zaupnost podatkov in delovanje v korist bolnika. Načelo primum non nocere, torej najprej ne škoduj. To je prvo in temeljno. In poklicna etika zdravstvenemu osebju preprečuje, da bi delovali v lastno korist na račun pacientovega zdravja. Zdravstvena priporočila izhaja tudi iz raziskav, ki so peer-reviewed, torej so recenzirane, kar pomeni, da jih preverijo tudi drugi strokovnjaki. Zdravniki in medicinsko osebje upoštevajo klinične smernice, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih. In kakovostna zdravstvena obravnava temelji torej na odprti komunikaciji. Dober zdravstveni delavec posluša
naše pomislike, razloži možnosti in spoštuje tudi naše odločitve. Zaupanje pa omogoča boljše sodelovanje, kar vodi do boljših zdravstvenih izidov. Pomembno pa je tudi postavljati se vprašanja, če kaj ni jasno, preveriti informacije, če se nam zdi nekaj sumljivo, zamenjati zdravnika ali poiskati drugo mnenje, če imamo občutek, da so naši interesi niso bili na prvem mestu. In pa zaupanje pa ne pomeni slepe vere, pomeni, da verjamemo v strokovnost in iskren namen zdravstvenega delavca, zdravnika, medicinske sestre, tehnika. Hkrati pa ostanemo tudi kritično razmišljujoči in odgovorni zase, kajti imamo tudi svojo glavo, da razmišljamo z njo, seveda pa, da jim preprosto moramo zaupati. Zato tudi spoštujmo in cenimo osebje, ter jih imejmo radi, ker so naši bratje in sestre in delujejo kot usmiljeni Samarijani. In ravno v tem trenutku vas prosimo, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da se nama pridružite v molitvi za vse zdravnike, zdravstvene delavce in tudi paciente. Gospod Bog, prosim te za vse naše zdravnike in zdravstvene delavce in paciente brez oskrbe. Zahvaljujem se ti, ker jih imamo na razpolago, ko zbolimo v zdravstvenem domu in bolnišnici. Tako, kakor v duhovniku vidim spovednika in duhovnega zdravnika svoje duše, tako tudi v zdravniku in specialistih v bolnišnici vidim zdravilce bolezni svojega telesa. Veliko so morali zdravniki in specialisti študirati in praktično delati v zdravstvu, pa dostikrat pridejo do strokovnih dilem, za kakšne bolezni gre in kako jih pravilno zdraviti. Prosim te, razsvetli jim da bodo pravilno diagnosticirali naše bolezni. In ko me bodo zdravili, prosim, vodi njihove misli in roke pri delu, da bodo mirni in zbrani za pravilno zdravljenje. Prosim te, sprejmi jih kot svoje zemeljske sodelavce, ki nam lajšajo bolečine in nas zdravijo. Molim in obenem prosim, da bom imel vanje in oni v mene vso potrebno zaupanje in pozitivno pričakovanje, da se bom pozdravil. Prosim te, Gospod, naj bodo zdravniki vedri, zanesljivi, vljudni in vredni spoštovanja bolnikov, ter plemeniti, ljubeznivi in ohrabrujoči za bolnike, ki trpijo zaradi raznih bolezni. Prosim, naj dobijo vsi pacienti, ki so ostali brez oskrbe svojega družinskega zdravnika. Gospod, podari zdravnikom mir, umnost, milost in razsvetljenje, da bodo strokovno, pravilno in požrtvovalno zdravili vse naše bolezni. Prosim, Gospod, pomagaj državnim voditeljem, odločevalcem, zdravnikom, zdravstvenemu in medicinskemu osebju, da bodo pristojni v dialogu našli ustrezne sistemske rešitve zaradi problemov v zdravstvu, da bo zdravstvo spet učinkovito delovalo in v skrbi za paciente. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod Anže Cunk, večkrat slišimo, da oseba, sploh pa ne bolnik, ni otok, da ni osamelec sredi sveta. S tem opozarjate na posameznikovo potrebo, da živi v skupnosti z drugimi, sicer tako, da daje in da sprejema, tako kot smo pravzaprav ljudje ustvarjeni na tak način popolnosti uresničili svoje življenje. Ja, res je, vsak oseba ni otok, ni osamelc, ampak smo del skupnosti in tudi ustvarjeni smo za skupnost. In skupnost namreč ponuja vire na človeški in duhovni ravni. Istočasno pa potrebuje prispevek vsakogar, ki živi v tej skupnosti. Če bi samo prejemali in ne bi nič dajali, bi skupnost slej ko prej razpadla. Zadnje, vendar ne tudi najmanj pomembno vprašanje pa zadeva odnos, ki se je stkal med nami in bolnim. Pomemben je zaradi tega, da bolje razumemo odnos med osebo, s katero se srečujemo, in nam kot posrednikom Kristusove odrešilne ljubezni, po drugi strani pa pokaže ta odnos kakovost našega posredovanja. Pomembno je, da se vedno znova vprašamo, kako naj bolniku prinesemo toplino Gospodove odrešilne ljubezni. V tem primeru je najučinkovitejše sredstvo moj odnos, ki ga sestavljate ta razumevanje tega, kar bolnik doživlja, in pravilna razlaga njegovih potreb ter njegovih čustev. Takšen odnos bi mi omogočil vstopiti v njegov svet in raziskati njegovo vedenje v odnosu do Boga, z namenom, da bi izkoristil vire, ki jih ta vera ima.
In ko doživljamo kakšno izkušnjo, bodi si srečno, bodi si žalostno, smo spontano nagnjeni k prizadevanju, da bi doumeli pomen te izkušnje. Da bi uspešno opravili to delo, nam je včasih dovolj, da uporabimo zdravo kmečko pamet. V drugih primerih pa se moramo tudi zateči k literaturi, k osebam ali ustanovam, ki imajo za to specializirano znanje. Tako se nam zgodi, da doumevamo dogodke svojega življenja v luči psihologije, sociologije, vere in tudi drugih panog. Ob tem početju pa lahko vidimo, da se naša izkušnja postopoma razkriva pred nami in nam tako dopusti, da bolje spoznamo sami sebe, da vidimo vidike svoje osebnosti in svojega vedenja, ki so nam bili prej neznani. In na ta način se odprejo priložnosti za spremembo našega načina bivanja, delovanja in življenja. Če razmišljamo na primer o žalostnem dogodku, ki smo ga doživeli, nam bodo metode psihologije omogočile razumeti dinamiko, ki se sproži na psihofizični ravni v nas, recimo kadar nas prizadene smrt človeka, ki nam je veliko pomenil. Vera pa nam bo pomagala, da tega človeka spustimo in verujemo v večno življenje pri Bogu. Ja, za razmišljanje o svoji lastni izkušnji imamo namreč na razpolago tudi posebna orodja, torej Božjo besedo, teološko znanost in vire lastne duhovnosti. Razmišljanje o lastni izkušnji v luči Gospodove besede je stalnica v Svetem pismu, tako v Novi kot tudi v Stari zavezi. V drugi Mojzesovi knjigi, ki govori o izhodu izraelskega ljudstva iz Egipta, to ljudstvo domneva lastno zgodovino tako, da se postavi na Božje gledišče in pri čemer poveže razne dogodke, ki so se zgodili, in zlato nitjo te Gospodove prisotnosti in Gospodovega delovanja. Lukov evangelij pa nam o devici Mariji pove, da je v svojem srcu premišljevala besede, ki so jih pastirji povedali o njenem otroku Jezusu. Na poti, ki vodijo iz Jeruzalema v Emaus, Jezus pomaga dvema izgubljenima in potrtima učencema ponovno doumeti žalostne dogodke trpljenja in smrti odrešenika v luči prerokov in postave. Nov način razlaganja dogodkov, ki ga je predlagal Jezus, ogreje srce teh dveh učencev in ju odpre za srečanje z Gospodom, ki ga učenca prepoznata po lomljenju kruha, torej po Evharistiji. Spredje pa mi prihaja tudi dogodek o ozdravitvi gluhonemega. V evangeliju je Jezus dejal gluhonememu efeta, to je odpri se, in zaprto uho se je odprlo poslušanju njegovega glasu, zvezani jezik pa se je razvezal, da bi izrekel besedo, ki rešuje. Naša krščanska vera je torej vera besede in poslušanja, povezanosti s tistim, ki govori. Ozdravitev gluhonemega je čudež, kar hoče Gospod narediti prav z vsakim izmed nas. Mi vsi smo izbrano gluhi in izbirno gluhi za njegovo besedo. Ker smo ustvarjena bitja, dajemo samo to, kar prejmemo, in govorimo samo to, kar smo slišali. V tem odlomku pa je zanimivo, da za čudež ni dal pobude ne Jezus in tudi ne gluhonemi sam, ampak so ljudje sočustvovali z njim, s tem ubogim človekom, in globoko v sebi so vedeli, da je Jezusova moč in dobrota neskončna. Zato so ga pripeljali k njemu. In Jezus se nam torej približuje tudi po sočloveku. Ko delimo svoje življenje z drugim, ko drugega poslušamo, se skušamo vživeti vanj in ga tudi razumeti. Če drugega razumem, ni nujno sicer, da se bom z njim vse strinjal, ampak naredil sem že tukaj prvi korak, ki omogoča nek spoštljiv dialog in sožitje v različnosti. To pa je v bistvu tudi najpomembnejše za naše odnose. Slišati in govoriti sta dva velika Božja darova. Toda brez srca, ki je sposobno sočutja, jo nikoli ne bomo mogli dobro uporabiti. Le s srcem lahko pravilno poslušamo in le s srcem lahko pravilno govorimo. Največja odlika in naloga našega govorjenja je torej poveličevanje Boga. Na koncu evangelija pa ljudje iz te regije rečejo, vse je storil prav. Gluhem naredil, da slišijo, in nemim, da govorijo. Jezus je torej neposredno ozdravil le sluh tega človeka, a ko je bil njegov sluh ozdravljen, je izgubil tudi govorno motnjo. Evangelij torej namiguje, da je sluh bolj temelen kot govor, in če je naš sluh v redu, bo tudi naš govor v redu. V zelo realnem smislu je torej poslušanje pred govorjenjem. Ponavadi pa pregovorimo, preden poslušamo. In preden pregovorimo, moramo pozorno poslušati. Kajti če ne poslušamo besede, ki je bila izrečena in ki jih
besede, ki jih izrečemo, morda tudi ne bodo prave. V Evangeliju ljudje o Jezusu izjavijo, vse je storil dobro, vse je storil prav. To pa, da je vse storil dobro, pa je izviralo iz njegovega pozornega poslušanja najprej Boga Očeta in potem tudi drugih, iz njegove pozornosti do celotnega življenja. Pesnik France Balantič v svojem sonetu Prošnja za besedo prosi Boga: pomagaj mi, besed mi svetlih daj, besed, ki kakor vino se iskrijo, ki molijo te kot pomladni gaj. In naj tudi naše besede postajajo zaupna molitev k Bogu in izraz iskrenega sočutja z vsakim človekom, zlasti kakorkoli bolnim, osamljenim, ostarelim ali onemoglim. Tako naj bo res tudi naše besede, naj bodo nekaj takšnega, počasi, svetle, dobre, ki dajajo življenje drugim. Gospod Anže Cunk, hvala za to katehezo, pa bi na koncu, čeprav se marsikje ta informacija sliši, pa vendarle, kdaj so svete maše, ki jih imate v bolnišnici, da se jih ljudje lahko udeležijo? Svete maše so v vseh 3 bolnišnicah, kjer delujem, torej v kliničnem centru, na Onkološkem inštitutu in v bolnišnici Petra Držaja. V kliničnem centru so svete maše od ponedeljka do petka, vsak večer ob 7:30, torej 19:30. V ponedeljek je še zjutraj 20:06 za celotno zdravstveno in medicinsko osebje. Na onkologiji so vsak torek, četrtek in petek ob 10:00 dopoldan, ob sobotah pa so ob 15:00, torej ob 3:00 popoldan v bolnišnici Petra Držaja. Svetih maš ob nedeljah ni in pa tudi ne na državne in zapovedane praznike, ni svetih maš na onkologiji, kajti takrat je bolnica oziroma praktično ambulante so takrat zaprte. Tako, vedno so povabljeni tako bolniki kot svojci ali kdorkoli se želi verjetno ne pridružiti. Tako da dobrodošli vsi, pa seveda tudi, da pokličete duhovnika takrat, ko ga potrebujete, za sakrament bolniškega mazilja ali spoved ali samo za pogovor, za blagoslov pred kakšno težjo operacijo, ne? Tako je, ja, res prav vsi dobrodošli. Bolnišnica je kraj upanja in v njej smo vsi dobrodošli. Tudi če se tam ne zdravimo, smo pa dobrodošli, da molimo za vse tiste, ki potrebujejo našo molitev, zato res tudi dobrodošli k bogoslužju. Vas pa še ob koncu kateheze v nocojšnjem sobotnem večeru prosim za blagoslov. Gospod z vami In s tvojim duhom. Naj blagoslovi in varuje vas in tudi vse vaše vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. In slavijo naj ga vaša življenja, tudi dragi poslušalci, drage poslušalke, v tem postnem času vam želiva oba, da stopite pogumno na pot za Gospodom, ki nas išče in tudi mi ga iščemo in vedno bolj ljubimo. Hvala in vse dobro. Na katehezo pa lahko znova slišite v audio arhivu na naši spletni strani ali pa v podcastu Radijska kateheza. Vse dobro vam želim, sestra Meta Potočnik, in nasvidenje v marcu. Z Bogom. Radijska kateheza. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.